Znova in še enkrat pozdravljeni. Midva tukaj, mož in žena, ginekolog in ginekologinja, vas lepo pozdravljava. Danes bo Petra kakšen dan oziroma kakšen podcast? Danes je en velik dan, zato imaš tudi tako slikovito srajčko, da te bojo dekleta rada gledala. Ja. Danes bo podcast o perimenopavzi in menopavzi, in sicer bomo razbijali mite, legende, videli o njih kaj resnice in povedala, kaj trenutno vemo, da je res. Tako je. Dejansko se je teh tokom pogovorov z najnimi pacientkama nabralo, da so prišla na idejo, kaj pa, če bi enkrat speljali en tak ponovn podcast, ki bo naslovil nekatera že odprej znana vprašanja, vendar sva zato uporabila nek trik, in sicer digitalne medije oziroma, kako se reče, javne medije. Uporabila sva Facebook in pa Instagram z seveda našo ekipo. Poprašali smo vas, kaj bi želeli slišati, kaj vas moti, kaj mislite, da je mit, kaj mislite, da je res, in odgovorili ste masovno. Masovno. V samo 2 dneh je bilo več kot 230,000 ogledov tega najnega vprašanja oziroma klica na pomoč, dajte pomagati, da najdeva, bi rekel, tista vprašanja, ki vas najbolj mučijo. Vprašanje pa prišlo, mislim, da blizu 200. Tako da dejansko sva morala izbrati. Na srečo so zelo, bi rekel, precizirana vprašanja bila, se pravi, eno vprašanje se pojavi 20krat, 15krat, tako bolj ali manj podobno. Nekaj pa niso bilo vprašanja, ampak trditve, ki so tudi mit. Je tako? Tako, miti. Tako, ok, deva. Tako, deva. Doma imamo sicer eno knjigo, miti, slovanski miti in legende, ampak mislim, da nič ne bo z tega talona danes. Malo bi šli bolj drške mite in legende, bi mogoče malo bliže prišli. Ampak pejmo kak slovenskim mitom in legendam, se mi zdi, da bomo kar dobro tukaj se slajdili. Danes si pripravila stvari tako, da imava ta vprašanja pravzaprav zložena, vsako posebej, in gremo zdaj v uvod k vsemu skupaj. Se pravi, nekaj bistvenih pojmov, osnovnih, da ne bomo stvari preveč ponavljali, pa zapletali, morava povedati zdaj. Tako da, pa tebe izzivam, Petra, razloži še enkrat, menopavza, občasna oziroma točna menopavza, zgodna menopavza, prezgodna menopavza, menopavzni prehod, perimenopavza. Zdaj se še mene zmedo s temi pojmi, tako da je res kar malo velik. Okay, Se pravi, govorimo o nekem obdobju, v katerega bo prišla vsaka ženska, če bo le živela zadosti dolgo, seveda. Gre za upad delovanja jajčnikov, za usihanje delovanja oziroma izločanja hormonov, vseh hormonov, predvsem pa estradiola, progesterona in tudi testosterona. Ženske imajo take in drugačne težave, nekatere res zelo težko živijo in funkcionirajo, nekatere grejo pa, hvala Bogu, zelo easy čez to obdobje. Menopavza naj bi bila po neki arhaični metodi oziroma miselnosti zadnja menstruacija, ki se ugotavlja za 12 mesecev nazaj. Vse to, kar vodi k menopavzi, perimenopavza, kjer pa ločimo nekaj, kar je normalno. Normalno je nekje od 45. leta naprej. Zgodaj je od 40. leta naprej, absolutno prezgodaj pa vse, kar se dogaja pred 40 letom starosti. Potem imamo en tak prehod, ko rečemo, da je to zgodna menopavza, ne pač nekje 2, 3, 4 leta po zadnji menstruaciji. Potem pa to tisto kronično obdobje, ki pelje do smrti, to pa je postmenopavza. In kle moram se zdaj povedati, da ta uvod oziroma menopavza, definicija šolska, takšna, ko sva se to še mi učila, v resnici ne drži več. Kaj ti? Nekoč je dejansko bilo teh stvari, s katerimi so ženske prihajale v ta leta, recimo 50-iš, precej bolj enostavno. Danes pa ima recimo ženska Mireno kot kontracepcijsko sredstvo ali kot sredstvo proti krvavitvi ali kakorkoli, in kaj ugotavlja, da pravzaprav nima menstruacije že odprej. Se pravi, težko rečeva, da je 12 mesecev po zadnji menstruaciji razglašena za menopavzo, ker pač je sploh nima, ali pa na neki drugi terapiji, recimo za zdravljenje miomo, endometrioze, kot je Rijeko. Ali pa samo na progesteronski kontracepciji. Ali pa samo progesteronska kontracepcija. Ali pa je bila operirana,
No, se pravi odstranjena maternica, tako da teh žensk je kar 30%. Ocenjujejo, da je kar 1/3. 30%, tako da to je zelo velika. Tako da govoriti o tem, da je menopavza definirana z zadnjo menstruacijo, je neumnost. Je še režo šolski, bi rekel, ne? Ko te vprašajo, kaj je to, moš to pač povedati, ampak v resnici pa temu ni tako. Evo, zdaj ni čisto največji mit, ampak mogoče se navezuje na tole, da v bistvu, kaj je menopavza? Menopavza so vročinski oblivi. Res ali ne? Torej, v vseh teh vprašanjih, ki jih imamo danes, je vedno en kanček resnice. In tudi menopavza in vročinski oblivi se najlažje enačijo zato, ker jih ženske v bistvu zelo težko prenašajo, jih zelo motijo v življenju in nekako izpade, menopavza se meni tudi kuha, pika. Ampak v resnici, seveda, to ni enačno. Menopavza in vročinski oblivi so samo en delček vse zgodbe. Ampak nekatere sploh nima. Nekateri sploh nimajo in od tod seveda nadaljevanje zgodbe se pa ne rabi nobenega zdravljenja, do tam še pridemo. Ampak če pa pogledava, kateri so najbolj tipični znaki tega obdobja, perimenopavze in menopavze, so poleg vročinskih oblivov motnje spanja, motnje čustvovanja, spremembe razpoloženja, bolečine v mišicah, bolečine v kosteh, v vseh živih sklepih, megle v glavi. Posebno pa tisti, ki se to na novo pojavi. Padec libida, zamrznjena rama, nabijanje srca, šumenje v ušesih, težave z okusom, spremenjena prebava. Pridobivanje teže, to je kar na dolgi rok. Tako da teh težav je milijon in ena, in vročinski oblivi so samo eden izmed njih. Mogoče res bolj prepoznaven, ampak vendar ne. Tako. Ok, greva na naslednjega. Tale je lušten. Ta je pa luštna. Perimenopavza je na novo izmišljeno stanje. No, to je kar velik naših sledilk napisalo, da je to en bullshit, da smo si to zdaj izmislili, da to je eno stanje, ki je pač normalno in ki že od nekdaj traja in da se jim zdi nekaterim, verjetno tistim, ki niso imeli nobenih težav, da se temu posveča preveč pozornosti in da se preveč piše o tem. Predvsem zgodba o zaslužku farmacevtskih firm, ki to zdaj na debelo prodajajo produkte v tej starosti oziroma namenjene reševanju tem izmišljenim težavam. Ne vem, kdo bi si nekaj kupoval, če je izmišljeno. Ne bi v raznih prehranskih dodatkih v denarjerike, pa za razne bioenergetike, za različne zdravljenja, ampak to ni najina stvar, tako da midva sva tukaj strokovno, da o tem kaj poveva. In perimenopavza absolutno ni izmišljeno stanje. Ni izmišljeno stanje, je pa stanje, ki traja lahko 7, celo do 10 let pred koncem menstruacije, oziroma pred tistim, ko rečemo, to pa je zdaj konca. Je pa res, da se neki novi pojmi pojavljajo, kakor pa znanost, tudi medicinska znanost napreduje. Tudi do nedavnega nekih bolezni ni bilo. Tudi COVID-19, še 5 let nazaj, ni nič vedel o tem, pa bomo zdaj rekli, kaj da smo si ga zmislili. Jaz sem si ga nismo zmislili. Tudi vse te redke bolezni, za katere si denar zbiramo zdaj za otroke, ki to imajo, pač tega sploh nismo poznali. Tako da pač medicina se razvija in s tem tudi pač definicija tega pojmi obdobja. In tako naprej. Tako, Okay. Tale je dober, To moram reči, da večinoma naši kolegi, zdravniki rečejo, gospa, vi ste premlada za perimenopavzo. To je pa zelo, bi rekel, osebna percepcija, zakaj bi bil nekdo premlad za perimenopavzo. Tako kot bi rekel, mogoče, če pa so pa čudno slišali, tis pa premlad, da bi bil tako neumen. To najbrž ni, ne? Tako da perimenopavza je pač stanje hormonsko, ki v telesu, ki dejansko privede do teh stvari, lahko že zelo zgodaj, tako da samo na osnovi neke letnice nekaj trditi je neumnost. Absolutno, dejansko je treba to z nekimi vprašalniki, z nekaj poslušati žensko in to dati na nek skupni imenovalec. Zdaj, če vemo, da je, recimo, imamo ženske, ki nimajo menstruacije že, pri 25. letu starosti, se pravi, da je
odpoved delovanja jajčnikov kompletna, že si ona to zmislila, se pravi, hormoni so se nehali proizvajati, nehali delati, Pri nekaterih ženskah res, jaz jih imam zadnje čase veliko, okoli 35. leta že prihajajo s hudimi težavami, ampak jim pač govori okolica, da so absolutno premlade za to diagnozo. Tako da ne, niste premlade, to je dejansko klinična diagnoza in če se tako počutite, tako tudi verjetno je. Tako tudi verjetno je, ne glede na leta, tako da del lahko preskočimo. Če imam redne menstruacije, ne morem biti v perimenopauzi. Ta je ena taka zelo razširjena, ne? Ja, to pa zato, ker se arhaično si naslanjajo na menstruacijo, da je menstruacija alfa in omega nekega obdobja in delovanja ženske. Zdaj, pač hormoni zelo nihajo, to treba vedeti, in da zdaj, da pride do menstruacije, pač rabimo toliko hormonov, da pride do ovulacije, rabimo toliko hormonov tam gor, Ampak se pravi, ker je perimenopauza tako kaotično obdobje, kar se tiče koncentracij hormonov. So visoke, so nizke in tako naprej, tako da znajo biti menstruacije absolutno redne. Sem pa kaj kakšne izostane, ali pa se začne ciklus krajšati, ali daljšati, ali pa močnejše postajajo, ali pa manj močne, ali pa šibkejše, kakoli. Ampak to, da ima ženska redne menstruacije, ni vzrok, da bi trdili, da vi pa nimate perimenopauze, če imate redne menstruacije. To je spet eden od teh, bova rekla, krmitov in neumnosti, ki se zelo radi ponavljajo. Ki ga morava ovreči. Ja, ki ga morava ovreči. Ok, peva naprej. Peva. Aha, to je zanimivo. V perimenopauzi ne moreš zanositi. Ja, če nimaš spolnih odnosov, res ne. Ja, okay. To, kar pomaga proti nosečnosti. Drugač pa seveda lahko zanosiš, kajti, kako bi rekla, slepa kura tudi zrno najde, ali na toliko in toliko nekih slabo, bi rekel, pripravljenih jajčnih celic, ki so v odcvitanju, se še vendarle lahko najde kakšne, ki pa tako da popolnoma zanemariti kontracepcijo in si misli, da tole pa zdaj se ne more zgoditi, pač ni, Jaz imam kar nekaj perimenopauznih otrok, To so tiste situacije, ko pač ni menstruacije in mogoče res pomisli ženska, ker ima že pač toliko težav, meglo v glavi, obliv vročine, potenje, da je to samo eno od njih menstruacije, ampak pa znaki nosečnosti pa so narediti test in upsi. Ja. Potem so to kako postrški ali kako postrgani otroci. Še eno tako svoje ambulante, seveda anekdotico na hitro stisnem. Pride gospa z mnogotero težavo, ker pa vse fokusirajo glede na bolečine, pa odsotnost krvavitev in tako naprej, da bi bila noseča. Gospa, pa to je nosečnost, mislim, tako se sliši. Ne mogoče, jaz moškega od blizu nisem videla že 2 leti. A res, ampak seveda stare šole ginekolog, kljub samo preverimo hormonsko sliko oziroma beta verigo HCG hormona, da vidimo, ali je prisotnost nosečnosti in lej, gospa je noseča, vsaj kar se tega tiče. In pa gospod soočim s temi dejstvi, da tukaj v takele zgodbice ne verjamemo, da zdaj pa, kako se reče, resnico na mizo. In pa me gleda tako zaprepadena, nemogoče in potem, zdaj, ker rečete, ene 2 meseca nazaj, z enim ful brezveznim tipom, čist na hitro, to šteje sploh. To ne šteje. Sem prijel se pa je, gospa. Tako da ja, toliko tema. Toliko tem, ja. Toliko tem. Za diagnozo, česarkoli, ali perimenopauze ali menopauze, so nujno potrebni hormonski testi. Tukaj je zrno resnice in zrno neresnice. Dejansko perimenopauzo, neko klasično ženski, ki je stara 45 let in več, ne bomo šli delati hormonskih testov, ker res ne bomo nič kaj pametnega zvedli. Če že imamo neko idejo, potem bi šli pogledat FSH in LH in to nekje 2. do 5. dan po menstruaciji, če pač menstruacija je, ali pa saj, ko je 40 dni menstruacije ni. Ampak to je ena taka stvar, ki lahko nam kaj pomaga, večinoma pa ne. Sigurno pa bomo šli vedno delati hormonske teste pri ženski, ki je stara manj kot 45 let. Ja, to je ena stvar. Druga mogoče za
naše neginekološke gledalce, ne? Verjamem, da je tudi marsikakšen ginekolog vmes, ampak pustimo zdaj to. Skratka, FSH in LH sta hormona, ki jih izloča hipofiza. Se pravi, nista hormona jajčnikov, sta hormona hipofize, na katere pa hormoni jajčnikov deluje tako, da čim se pojavijo v krvi, ta dva hormona padeta. Čim spolnih hormonov krvi ni, pa ta dva narasteta. Se pravi, zato jih preverjamo in ne direktno. Je pa še neka resnica pri hormonih, treba povedati, ne? Da hormoni, razen v nekih ekscesnih, bi rekel, zelo nizkih ali pa zelo velikih številkah, ne odraža dejansko stanja osebe, pri kateri to merimo. To je drugače, ker hemoglobin, ki ga imamo od do, je relativno res tisto, kar je najti čudno, tisto, kar je manj slabokrvno, pri hormonih pa nažalost to ni tako zelo čisto. Celo pri isti osebi lahko s tokom dneva mihajo. Absolutno, zato je to smo rekli, ovržemo delno, za določeno skupino žensk, pa ne, pač je potrebno delati teste. Tako, evo, naslednjo mit oziroma vprašanje. Slabo sem prenašala kontracepcijske tabletke, zato ne bom uporabljala hormonske nadomestne terapije. Ja, to je kar dosti poslušam o tem, Tudi jaz. To pomeni, da je treba ločiti in pomeni, da je to nepoznavanje. Hormon ni hormonu enak. Tako da to, kar imamo v kontracepcijskih tabletkah, so večinoma sintetični hormoni, tako estrogeni kot progesteroni, ki se v tistem primeru imenujejo progestini, in so potrebni v precej višjih koncentracijah, da dosežemo ustavitev ovulacije. Se pravi, tabletke delujejo tako, da zaustavijo ovulacijo in potem pač nekako prevzamejo svoje delo v telesu. Medtem ko nadomestna hormonska terapija oziroma hormonska terapija menopavze, pa dodajamo lastne hormone telesu, če govorimo o bioidentičnih, ki jih dajemo v 99,2%, se pravi, dodajamo telesu lastne hormone, ne v nekih visokih koncentracijah, ampak v nekih koncentracijah, da pač pridemo nekje do meje normale, nekje vemo, kje naj bi to bilo. Prav tako velja to za progesteron. Tako da, če ti telesu dodaješ lastne hormone, ti ne moreš telesu nekaj slabega narediti. Bioidentične, v tem Bioidentične. Mislim, kaj pomeni zdaj, da se spet mogoče samo bioidentičen ne pomeni, da ni bil narejen v tovarni. Pomeni, da je formula kemična, natančno taka, kakršna je tista, ki jo je ženska v svojih jajčnikih proizvajala prej. In to pomeni, da se ta estrogen, če hočeva recimo, razgrajuje z enakimi encimi po enaki poti v jetrih in v telesu in se izloča iz telesa po znanih poteh že naravno vzpostavljenih pri tej ženski isti, Se pravi, ni nobenih depozitov nečesa čudnega, ker ne ve telo, kaj bi s tem počelo. To je bistvo tega, in razlika. Plus, seveda, da so nižje in vse tako, kar si povedala. Plus, da pač inzulin, ko ga dodajemo diabetiku, ga ne bo ubil, mu ne bo škodoval, ampak bo naredil neko ravnovesje, nek red. In tukaj ta analogija, ki jo dostikrat poudarjam, da pač tebi lastni hormoni ti ne morejo škoditi in ti ne škodijo. Tako da nevarnosti so popolnoma pri kontracepciji drugačne. To so drugi hormoni, drug režim jemanja, druge koncentracije, druga populacija, drug namen. Tako da se pravi, to ni res. Ja, okej. Ta perimenopauza, v bistvu to, česar ni, imamo kar veliko o tem zapovedati. No, to pa je en tak mit, ki pa je številka 1 po celem svetu. No, da ga slišim. In sicer, nadomestna hormonska terapija te bo ubila in dobila boš raka dojke, se pravi, povzroča raka dojke. Zdaj, po kakšnem vrstnem redu bi te najprej ubije, pa pol dobiš raka? Ali? Ja, po mojem, da najprej dobiš raka, pa te potem ubija. Tako da je, to je tista stvar, ki se vleče in ki ženskam najbolj ne da, oziroma se jim ne da, se ne odločijo za to terapijo. Kaj boš o tem povedal, Leon? Da so stvari že zdavnaj preživete, da so to zgodbe, ki smo jih poslušali tudi mi dva, kot mlada specialista ginekologije in porodništva,
da ne bom rekel že zdavni nekoč, ker so še vedno mlada, ampak vendar. Tako da stvari so se pa seveda v zadnjih, bova rekla, kar desetletjih drastično spremenile. Znanje, ki ga imamo, spet se vračamo k temu, znanje, raziskave, študije, ki so bile narejene na osnovi prvih študij, ki so napačno, lažno pokazale zgodbe, predvsem kar se tiče karcinoma dojke, da ne vemo, da to ni res. Vemo, da so že priznane inštitucije, kot je ameriška FDA, uvrgle to, v Evropi kot ponavadi capljamo nekoliko zadaj. Čeprav tudi so že uvrgli to, samo tudi so že uvrgli, ampak to še ni na papirju, vse veš, ne? Gospa, ti dobiš kartico zdravil, ki si jih ti predpisala, odpre tam in najprej začne brati vsestranske učinke. Jaz to naredim takrat, ker zdravila ne želim vzeti. Sem pač taka vrsta človek, da če mislim neko zdravilo jemati, sploh ne berem, kaj se mi lahko zraven zgodi, in obratno, če ga ne mislim, so vse brati nizko, razlog, zakaj bi to ne jemal. Ampak dobro, seveda spoštujem tudi drugačno misleče, in če se nekdo loti tega in tam noter prebere, čeprav z vsako pacientko, ampak res vsako govoriva natančno o tem, takrat, ko predpišejo zdravila. Gospa, brala boste, slišala boste, to je ovrženo. Tega ni več in seveda vam ne bomo pisali zdravili, za katere mislim, da vas bojo ubila. Mogoče bi jaz tukaj samo še dodala, zakaj menimo, da nadomestna hormonska terapija ženske ne bo ubila, pač pa ji bo podaljšala življenje. Povem mogoče malo v številkah. Tako. V bistvu, glede na učinke, ki jih ima, in to govorimo na zaščito kosti, mišic, žil, srca, možganov, sklepov, metabolizma, vse to, kar je osnova nekih kroničnih bolezni, ki ubijajo. In tudi preživetja, oziroma dolgoživosti. Tako, ja. Dejansko, če mi na vse te sisteme v telesu vplivamo in s tem preprečujemo patološke zlome, srčno-možganske kapi, sladkorne bolezni, neke invalidnosti zaradi težav sklepa in tako naprej, s tem se dejansko ženski podaljša življenje. In kar se tega famoznega... In kvaliteta. Absolutno, kaj si rekel, da hočeš pri 90-ih ležati na plaži. Ampak kar se pa tiče raka dojke, je pa incidenca smešna proti tistemu, kar je ženske ubija. Ženske ubijajo srčno-žilne bolezni, se pravi, vse težave z žilami, kapi, možganske in pa srčne, seveda. Zdaj, recimo, če pogledamo statistiko, glavni razlog smrti žensk v Sloveniji in tudi v celem svetu so prav te bolezni, srčno-žilne bolezni. Rak dojke je v procentih, recimo, če je približno 4000 smrti zaradi srčno-žilnih bolezni na leto, jih je pa pri raku dojke okoli 400 na leto. Se pravi, samo 10% tega, kar je znese. Ali obratno 10-kratnik. Tako, ja. Tako da mislim, da v Sloveniji kar velja skoraj 1:10, se pravi 10krat večjo verjetnost ima ženska, da umre zaradi srčno-žilne bolezni kot zaradi raka dojke. In če imamo mi terapijo, ki ščiti žile, srce in možgane, to nekako pojasni, zakaj dlje živi. Plus tega, da vemo, da ne povzroča raka dojke. In ne povzroča raka dojke, seveda ne. Pika. Evo, če nimam težav, je nadomestna hormonska terapija nepotrebna? Zanimivo, dobro vprašanje, v bistvu dejansko všeč mi je zato, ker ima neko globino, da nisem tisti neki povrh. Zakaj bi nekaj zdravo, če nimam nobenih težav? Ja, to je v bistvu, to je bolj trditev, To je bolj trditev, ki jo je... Taka kavarniška, če bi bila moška trditev, bi bila bifejska, in pa to je pa kavarniška. Trditev iz Facebooka, pač zelo veliko žensk se je postavljalo na to pozicijo, da je pač ta terapija nepotrebna, in da, sej ne bomo rekli, da to ni nepotrebno, ampak da je brez veze. Zdaj bom literarni, bom rekel, bistvo je v čem skrito. Bistvo je v čem skrito, ja. Točno in to pomeni ti, ki si moja žena, me dobro poznaš.
Ja. Okay. V bistvu nekaj žensk je res tistih srečnih, ki grejo to obdobje perimenopavze, menopavze brez težav čez. Njim ni nič. Ali pa reče, le dvakrat me je polil po noč, sem malo okno odprla, malo se odkrila, pol pokrila, malo sem, ne vem, slabše spala, mogoče zaradi tega ali tudi ne. Ja, malo več se s telesno vadbo ukvarjam in le sem super. Ja, mogoče malo še v trebuh in tako, ampak ja. In ja, ok, super. Zdaj, če ti živeti ne moreš, seveda si zainteresiran, da boš vse vzel, kar ti bo pomagalo in ti bo dalo tebe samega nazaj, ker pač diagnoza prav v Ameriki obstaja I don't feel like myself anymore. Se pravi, se sploh ne počutim kot jaz, Se ti vse naredila, da to dobiš nazaj. Da pa, če nimaš teh težav, vemo pa to, kar sem že rekla, pa bom še enkrat povedala. Povej. Edino estradiolna terapija je tista, se pravi terapija z estradiolom, ki je ta aktivna oblika, ki jo uporabljamo v nadomestni hormonski terapiji, estrogena, vpliva, da preprečuje izgubo kostne mase. Česar gospa, ki se dobro počuti, ne ve, da jo izgublja, ne? Ne ve, seveda ne ve. Preprečuje izgubo mišične mase. Česar gospa ponovno ne ve, ker se dobro počuti. Samo malo več mora telovati, da pač je približno tam nekje. Preprečuje aterosklerozo, se pravi, preprečuje nalaganje plakov v žile, kar je osnova za srčne kapi in pa za pritiske in take stvari. Se pravi, vpliva na metabolizem holesterola oziroma meščob, posredno. Ja. Potem, kar se sladkorjev tiče. Vpliva na metabolizem glukoze, definitivno razbija oziroma ne bom rekla, da ni inzulinske rezistence, ampak je zelo, zelo manj izražena, kar potem posledično vpliva tudi na telesno težo. Vpliva, se pravi, proti Alzheimerjevi bolezni. 2/3 žensk bolnic z Alzheimerjevo boleznijo je žensk in to seveda v postmenopauzi. Se pravi, tukaj nekako direkten vpliv izgube hormonov in pojava te bolezni. Kdor pozna nekoga, ga ima v družini ali pa pač je slišal nekoga, ki ima Alzheimerjevo bolezen oziroma kakšne boje, kakšno težko življenje imajo svojci takega človeka. Kakšna osebnostna degradacija tega oseba, ki so jo vsi imeli radi, recimo. Narediš vse, da tega pač ne bi imel. Vpliva, dobro, to je tista stvar malo za ženske, ti bom rekla, na kožo, na lase, na nohte, psisa, no, slepo namazana, vpliva na nožnico, na sluznice, v končni fazi tudi na sluznico oči, ust in pa te... Na libido. Libido, ok, tudi to vpliva, ja, seveda, ja. Ampak, pa preprečuje, to premalkrat rečemo, da vpliva, da je mnogo manjša incidenca karcinoma debelega črevesja. Zdaj, ker pripeljava stvar nazaj, še enkrat, bistvo je v čem skrito, to, da gospe ne kuha in tako naprej, zares niti ni zdravstven problem. To je problem kvalitete življenja. Ampak vse ostalo, kar je s tem v zvezi in kar se skriva, so pa dončno to, kar si ti naštela, z mečkanim dodatkom, da tiste, ki jih fejs kuha, so še manj bolj nagnjene k srčno-žilnim boleznim. To je pa dokazano, tako da gospe tiste, tudi tiste, ki jih nič ne kuha in ki se počutijo super in ne vejo, zakaj bi se zdravljali. Ampak tiste, ki imajo veliko težav s temi oblivi, z vazomotoričnimi simptomi menopauze, se to uradno reče, te so še posebno ogrožene in te se mi zdi, da pa bi mogle pa res razmisliti oziroma se res odločiti za to vrste terapije. Tiste gospe, ki nimajo težav in se težko za to odločijo, morajo vedeti, da ko bodo ugotovili pri njih osteoporozo, smo stvar zamudili, vlak je odpeljal. Ne bomo več nazaj zgradili toliko kostine, kot ste izgubile zaradi pomanjkanja estrogenov. Ko se enkrat začne demenca, ni več to reverzibilna stvar. Lahko se mogoče upočasnjuje, ne more se pa obrniti nazaj. To je izgubljeno. Če se zdaj pogovarjamo o tej terapiji in zdravljenju, je to zdaj. Tako da jaz bi rekla, da bi poudarila, kdo oziroma dokdaj je čas za uporabo nadomestne hormonske terapije. Imamo tudi neko okno priložnosti, se ni do nezavesti, ne bo zdaj se ena 80-letna gospa odločila, jaz bi pa to, ker pa ne bi imela osteoporoze. To ne sme, Tako zaenkrat velja, da ko se pojavijo prvi znaki perimenopauze,
Ni omejitve, dajmo ji takoj terapijo, če jo potrebuje. Drugače pa imamo omejitev do 10 let po koncu menstruacije, oziroma do 60. leta, oziroma jaz bi tako malo rekla, ali. Zdaj, če je imela neka ženska menstruacijo do 55. leta, zdaj, a ima ona do 65. leta čas, da dobi nadomestno hormonsko terapijo. Kaj ti praviš? Da je to diskutabilno. Da je to diskutabilno in se odločamo od primera do primera. Točno to, ja. In zakaj ne smejo vse dobiti? Zato, ker potem je prav vpliv na žile v bistvu glih kontraproduktiven. Ravno obraten je. To okno priložnosti, to se mi zdi taka ful dobra stvar. Recimo okno priložnosti, ko sem bil seveda še mnogo mlajši, se mi je zdelo okno priložnosti, ko si nekako, kako bi rekel, ogreval žensko. A sem vedela, da bo še eno peco. Da bi se ogreval žensko. Je bilo okno priložnosti nek kratek čas v tem, ko si uspel z ničim navdušiti, bodi si s svojim humorjem, bodi si z ne vem kakšnimi veščinami. Se mi je okno priložnosti in če si tam, kako bi rekel, zelo pokakano okoli hodo, si okno priložnosti zamudil. Ali kako je že bil tisti slovenski pregovor, cagav fant ni še nikoli pri punci spal. Aha, ok, to mogoče malo analogija, malo drugačna, ampak le v redu. Zdaj, čisto na kratko, o tem je bilo že veliko povedanega, ampak menopavzna hormonska terapija je škodljiva za srce. Aha, se pravi, ker imam pa zdaj, bi rekel, slabo srce, ker sem bila kot mlada veliko zaljubljena, zdaj pa se mi to pozna na srcu, ne? Seveda ne. No, seveda ne. Govorimo o tem, o ženskah, ki se bojijo, spet z analogijo kontracepcije, oralne kontracepcije, da bojo dobile venske tromboze, ampak jo ne bojo dobile, ker dajemo transdermalno aplikacijo estradiola, se pravi preko kože, zato pač se ognemo verjetnosti, da bi prišlo do venske tromboze. Dejansko je, kar je zdaj številka 1 v perimenopavzi medicini, to lahko povem, ker pač sva se udeležila kar nekaj simpozijev, kongresov evropskem in svetovnem smislu na to temo. Prva stvar je zdaj srce. Zaščita srčno-žilnega sistema in dober vpliv na srce. Noben se ne pogovarja več dejansko o raku, sploh ne o tem, ali pa ne vem, nekem spanju ali kaj takega. Ampak to je tako dobro, se pravi, ženska ima nekako 30 do 50% manjšo verjetnost, da bo doživela nek akutni srčno-žilni zaplet, kar je največkrat kap, zdaj je to možganska ali to srčna, se pravi 30 do 50% nižjo verjetnost ima te ženske. In ker smo rekli, da so te bolezni, se pravi srčno-žilne, številka 1 ubijalec žensk po celem svetu, potem se lahko to mislimo. Zdaj, mogoče sam še tukaj rečem, kaj pa ženska, ki je, ne vem, ki je že imela nek infarkt, ali pa ki je imela TIO, se pravi to transitorno, tako, ki je imela neke, ne vem, miokarditis, endokarditis, se pravi neke težave, neka vnetja srca, zaklopka, in se dostikrat znajdejo pri situaciji, ko jim zdravniki ne napišejo te terapije, ampak mnenje je, sicer je treba vsako žensko individualno oceniti. Imamo zdaj skoraj, kako se to dela, tudi skupaj z kardiologi, ampak v večini primerov teh kontraindikacij ni. Sploh ni. Tako. Zelo spet podobno, pa vendar drugačno. Uporabljate najnižjo dozo hormonov in to najkrajši možni čas. Se pravi, najnižja doza hormonov bi bila nič in najkrajši možni čas tudi nič. Na kratko tako, ja. Ampak to so te stvari, ki se vlečejo naprej od leta 2002, od tiste VHI študije, ki je srž vsega, kaj se je slabega dogajalo z zdravjem žensk, od takrat pa do 3 leta nazaj praktično. Se pravi, ta študija, ki je bila napačno sestavljena, napačni hormoni, napačno stare ženske, statistika, vse narobe, je nekako potem se izkristaliziralo, da se pravi, mi imamo neko terapijo, ki ženskam zelo pomaga, če ne more ne živeti, ne nič, pa idejmo, ampak samo tisti, in to čist mal, pa čist za mal časa. To je ostanek tega istega, o čemer se danes
znotraj teh mitov, kar naprej pogovarjamo. Ampak danes velja, da ne. Seveda, da ne. Da se mislimo do kdaj? Do smrti. Tako, jaz rečem, veš, gospa, ta zadnjič vas bojo gor pošprica, še gor požari. Še požari. Malo estrogena daj, ne? Ja, danes ni več omejitve, ampak za tiste ženske, ki so pravočasno začele uporabljati terapijo, ne? Samo tako se Samo mimo. tiste, Vse ostalo, okno priložnosti je šlo že mimo. Tako, za njih ni indikacije, da bi prenehale kadarkoli, ker pač bojo prišle v stanje, kot da tega ne bi uporabljali. Okay. Tale, mislim, da je tudi lušno. Zdaj pa gremo mečkem bolj mogoče kakšne detajle. Se pravi, mi vemo, ne, da nadomestno hormonsko terapijo dajemo oba hormona, in estradiol in progesteron. Potem pa obstaja trditev, ne, da če pa nimaš maternice, potem pa ne potrebuješ progesterona, potem pa dajmo ženski samo estradiol. Stvar je seveda spet zgodovinska, ne? Tako da, ko nismo poznali, na kaj vse progesteron vpliva, je bilo dejansko edina smiselnost dajati progesteron takrat, kadar je ženska imela maternično sluznico, ki je zelo odzivna na estrogen in samo estrogen lahko povzroči atipije, mogoče celo karcinom sluznice, če nima progesterona. To smo se vedeli in to smo tudi tako zdravili. Ženska, ki ni imela maternice, se da progesterona ne rabi. Danes pa vemo, da progesteron, Petra, kaj se vpliva? Progesteron vpliva, se niti še ne vemo točno, na kaj se vpliva, ampak je to zelo možganski hormon, izjemno dobro vpliva na spanje, tako da recimo tista ženska, ki ima težave s spanjem, pa že pride z neko terapijo od psihiatra, od splošnega zdravnika, z nekim pomirjevalom, ne? Ko začne progesteron uporabljati, ga lahko neha ono drugo terapijo uporabljati. Vpliva na umirjanje, na anksioznost, pomirja, vpliva na čustvovanje, v končni fazi vpliva tudi na mišice, na možgane, na kosti, praktično vse, ampak to ni še dobro raziskano. Se pravi, ima toliko dobrodejnih učinkov, a ne? Eno so tudi rekli spomin pa fokus, ne? Spomin pa fokus, to so vse te možganske funkcije, ne? Ta možganska megla, zaradi katere dostakrat pridejo ženske, ne? Tako, ja. Tako da, jaz sem bila naučena tako, recimo, top terapija je, da ima ženska mireno, pa ji dodaš pač transdermalno estradiol in to je to, deceta, ne. Ko se tiče sluznice, res je. To je res, ja. Ampak samo sluznice. Jaz imam zdaj ogromno ženska, ne, ki imajo mireno, ki jo pač svetujem, da jo imajo, dokler so v perimenopauzi, dokler pač obstaja neka verjetnost zanositve, ne, ampak da imajo še dodatno progesteron za vse te učinke na možgane. Na možgane. Okay. Tako, evo, naslednja taka, tam je všeč. Tale je luškana. A niso vse lepe? Je, te so vse lepe, ja. Testosteron je moški spolni hormon. Evo, več kot zrno resnice. Testosteron je absolutno moški spolni hormon, ampak ne samo moški spolni hormon. Ne, v bistvu je enakovreden spolni hormon pri ženskah, je ključen za marsikaj pri ženski in ga rabi seveda. Zdaj, problem tega perimenopauznega prehoda in menopauze je to, da pač ta naš estradiol takole tuf dol rapidno pade, ker ga iz pečine dol porino, ne, se pravi na grafu, tako flak dol pade. Tu začne seveda progesteron z njim skupaj padati, medtem ko testosteron pa tam gor, takole nekako, ne, se znižuje, ampak zelo počasa, ne, tako da ženska ima v bistvu v določeni fazi življenja mnogo več testosterona kot estradiola. Tako in da zato mogoče prevzame vodilno vlogo v hiši, dobi globok glas in onega reveža, ki ga že krivijo leta, nadira. Se pravi, ni stvar, da bi potem ta androgenizacija ženske, rečemo, da se spremeni. Se pravi, maščoba začenja zginjati iz teh tipičnih ženskih področji, stegna, rita, in se nabira v trebuhu, tipično moško. Vpliva na to, da se začnejo lasje rečiti, da dlaka postaja ženska bolj predvsem po bradi, lahko tudi kje po telesu, da lahko se začne ta mal moški tip plešavosti razvijati, koža lahko postane majčkeno bolj tudi aknava ali kaj takega. Tako da je problem v tem, Ampak catch je, da bodo ljudje lažje razumeli slikco, tega telesa, da nastaja testosteron pri ženskah, predvsem v nadledvični žlezi. Medtem ko v jajčniku, ki smo rekli, gre v atrofijo, se pravi v svoj nekako bi rekla, odmiranje, propad, kjer nastaja estrogen,
in predvsem progesterona, pa ga ni. Ne? Tako da izvor testosterona pri ženskah je drugje, pri moških ga je večina v testisih, ženske, kot vemo, ga nimajo, medtem ko nadledvično žlezo imata pa seveda oba spola. Zato pač nadledvična žleza ni propadla, testosteron ostaja skoraj tak, medtem ko so se pa ti klasični ženski se pa tudi pada. Da pa samo na hitro, ker je bilo res ogromno vprašanj o testosteronu in terapiji. Z njim, ja. Zdaj, testosteron se pravi, je ženski hormon, ženska ga rabi. Je tudi ženski hormon. In ga se kaže dostikrat v tem, da predvsem v libidu, da libida ni. Vprašanje, a ga lahko nadomeščamo. Ja, ga lahko nadomeščamo. V katerih primerih v neki off-labelu, se pravi, to je čist mimo vseh indikacij. Indikacija, ki pri ženski odobrena, je samo za nekak poskus dviga libida. Govorim poskus zato, ker približno polovici žensk, ki imajo dokazano slab libido, bo dodatek testosterona pomagal, polovici pa ne. Imamo pa ogromno pričevanj ženska iz celega sveta. Kaj se zgodi, ko one uporabljajo testosterona? Kako imajo več energije, kako se lahko bolj fokusirajo, kako imajo možganske megle, kako so nekako bolj žive in vplivajo testosteron na mišice, na kosti, na možgane, v bistvu na vse spet. To se sliši kot ena zelo dobra reklama, ampak vendar je klele en velik catch. Se pravi, testosteron lahko androgenizira žensko, ne samo da je po začetku, ko ste rekla, mazole, ki so neka prehodna stvar, ampak lahko naredi nepovratne spremembe. En od teh, ki je zelo, bi rekel, neželjena, je, da dobijo globok glas in tega ne morejo več popraviti, se pravi, imajo moško varianto glasu. Ali pa klitoris zraste. Zdaj ne vem, koga bi to zelo motil, ampak ženske. Ženske to motijo. Ampak zato pa se dodaja, se pravi, 10 moške doze samo, kar je težko titrirati, ker preparatov za ženske nimamo. In zato ga res kontroliramo, delamo teste na začetku nekje na 6 tednov, potem na nekje 2-3 mesece, da ne bi se ženska predozirala. In če je učinek pozitiven, tudi tist, ki ni dokazan, ga nadaljuje. Če učinka ni, ga preneha uporabljati. Evo, to kot tem. To je zdaj ena taka trditev, taka, kaj se reče. Veliko žensk ne sme uporabljati hormonov. Spet. 3 pikice. Polno takšne ženske, ki ne smejo uporabljati hormonov. Bomo spet rekli, ženske, ki so imeli tumore, ženske, ki so imeli sum na tumor, ženske, katerih prababica po očetovi strani je umrla od neke neznane, čisto dobre bolezni. Sestra je imela možgansko kap. Babica raka dojke. Sestrična v drugem kolenu je, ne vem, kaj se je že zgodilo. In vse te zgodbe silne, ki jih poslušava. Plus tega, da so pa seveda spet je zrno resnice. Pri nekaterih ženskah, ki imajo migreno povezano z hormoni, se pravi že v svojem času, se pravi od pubertete naprej imajo težave z migreno, tam je seveda treba te stvari čisto drugače imati. To so ženske, kjer se je res treba mogoče skupaj z nevrologom vprašati, kaj je dobrobit tega in če damo poskusno hormone, kaj se dogaja. Recimo, pa to je ena taka oska skupinica, recimo, kjer bi rekli, ok. To je relativna kontraindikacija. Relativna, ampak je treba pač preizkusiti. Absolutne so pa samo rak dojke, hormonsko odvisni rak dojke, bodi si trenutno ali v anamnezi. Ampak pri tej osebi. Ne pri sestrični v drugem kolenu. Hormonsko odvisni raki, to bi znal biti kakšen jajčnik, kakšen paraneoplastični sindrom, kaj tazga. Potem akutna venska tromboza, ki še poteka, zdravljenje. Kakšen obsežen srčni infarkt. Tako da so to neke indikacije, ki nekako tudi ženske nekako niso zainteresirane za to terapijo, ampak to govorivo o enih 5% žen, pa mogoče sem veliko rekla. Po mojem. Maksimalno 5% žensk ne sme uporabljati nadomestne hormonske terapije. Tako. Hormonska nadomestna terapija je enaka za vse ženske.
Ne, tega pa nimamo več. Dejansko se zelo individualno prilagajamo, imamo več preparatov, več oblik in več doz in istih več doz, preparatov. tako da se zelo prilagajamo in moram reči, da včasih zdi, da ima vsaka ženska neko svojo vrsto terapije. Zato pa imamo te kontrole na toliko in toliko časa, da vidimo, malo se pogovorimo, malo preverimo kakšne stvari, a ne. Tako da nimamo več tako, kot je včasih bilo, pač ena tabletka za vse. Zdaj imamo pač različne aplikacije, različne doze. In se tukaj pri isti ženski se s časom malo stvari spremeni in vidi, da je zdaj nekaj več ne ustreza, ker je prej je in obratno. Ne? Točno to, ja. Ali pa to zdaj stvar, ki zadnje čase tudi vsake toliko opazva. Rekla sva alfa in omega jemanja estradiola je transdermalno vsega preko kože, ne? In vendarle imava oba dva neki pacient, pri kateri ugotavljava, da kljub vsemu ta estrogen ne prehaja preko kože pri njih. V teh parih ženskah. Ne? Tam ga mora se dati pač v obliki tablet. Ampak tudi tam preko tablet, ki jih damo, je bioidentičen. Sicer favoriziramo to transdermalno obliko, ampak če ne gre, ne gre. Če ni efekta, je pa brez veze. Peroralna oblika estradiola je super in se je ne bat. Zdaj v bistvu je tako, to bova na hiter. Zaradi vaših kroničnih bolezni ne smete uporabljati nadomestne hormonske terapije. Tudi ena teh stvari, ki večinoma ginekologi povejo ženskama. Ne? Gospa, vi imate sladkorno bolezen, ste na inzulinu, ne smete tega. Gospa, vi imate, ne vem, visok pritisk, ne smete. Vi, ne vem, ste iz družine doma, ki so imeli vsi srčno kap, vi ne smete. Gospa, vi ste slište, vi ne smete. Itd. Ja. Tukaj pa vas spet rekla, ne, da so absolutne indikacije samo tiste, ki sva jih naštela, ostale so relativne in tukaj se odločamo pri vsaki ženski posebej, tako da večina teh žensk lahko uporablja tudi to terapijo. Zaradi hormonske nadomestne terapije se debelim. To dostkrat v bistvu se bojijo. Bojijo bolj je strah, ali se bom. Zato, ker na tabletkah kontracepcijskih se je recimo lahko 5 kg. Se je dogajalo. Ampak prav zaradi tega, kar so prej rekla, kako je to drugačna, bioidentična se ne bo. Drugi hormoni, drugačen način. Predvsem ugotavljamo, da mogoče grejo na 3 kilce dol, potem pa mora sama za neko načinom življenja spremembo vplivati, zdaj smo vplivali na inzulinsko rezistenco, da lahko sama naredi in pridobi tisto želeno formo in pa telesno sestavo nazaj. Ena od zgodb pomanjkanja, predvsem estrogena, je v tem, da se telo izsušuje. Tako recimo medvrtenčne plošče, pa je zato več težav z hrbtenico, več težav s sklepi, ker je te sinovije manj in tako dalje in tako naprej. Tako da ženske, ki začnejo ponovno uporabljati hormonsko terapijo oziroma ponovno dobijo hormone nazaj v telo, se lahko celo kako kilo pa pol zaredijo na račun večjega zadrževanja vode, ker so ponovno normalno sočne, ne pa da imajo več špeha, ker ravno obratno velja. Ženska, ki je na hormonski terapiji, tudi ko spi, porabi več energije kot tista, ki spi, pa nima hormonske terapije, ker je bazalni metabolizem v celicah toliko živahnejši in porabijo več. Da imam predošmeno sočno pečenko, ki si sočni ženski govori. Tako, relativne stvari tako plastično povem, ker jih tako čutim. Ženske so sočne. Ekola. No, in sva zdaj tukaj, v bistvu ta mit, da to je v bistvu ena druga, ista stvar, da se bo ženska zredila in da je lena in pač ni je pravilno in ne telovadi dovolj. Mislim, zrno resnice je tudi tukaj. Se pravi, absolutno. Že do nekega stanja smo prišli zaradi nepravilne prehrane in zaradi slabega gibanja, menopauzni prehod, mena in vse skupaj, kar ima zraven, pa seveda samo še naloži gor, da se ženska zelo težko pač pravzaprav s tem zelo sooči. Smo rekli 1 kilo na leto, je normalno, ampak ene pa se zdi, da v enem letu so to zalogo za 10 let dobijo. 10 let je na hitro dodelajo. Imam tudi kakšne 15-20 kil v parih mesecih. Ampak tudi o tem so že nekaj povedali v podcastu, v GP1 in tako naprej, kjer se naslovimo tudi na hormonske alternative so enako dobre kot hormoni. Tako kot, ne vem, umetna ženska enako dobra kot ta prava ali kaj takega, mislim, da ne. Tu si tako. Tako v bistvu je veliko, se pravi, če se ženske bojijo hormonov, neupravičeno, potem
iščejo neke rešitve, ker pač težave pa imajo. In teh rešitev alternativnih je kar nekaj. Zdaj, to gibanje, pravilna telovadba, vadba z utežmi, pravilna prehrana, veliko proteinov, to je absolutno res, da pomaga k vsemu. Ampak tukaj je bolj mišljeno te razni prehranski dodatki, razni fitoestrogeni, razne ašvagande, konopljike, cimicifuge, soje, črni koreni, maka in tako naprej. Ja. Te stvari. To so v bistvu, če se hoče tako grdo povedati, zvarki, pač narejeni iz rastlin, iz vlečki, v katerih je še marsikaj drugega, zdaj eni so boljši, so dejansko to farmacevtsko pripravljeni, ampak samo na določene drobne tarče vseh težav vplivajo. Ja. Bistvo spet, tisto, ki je v čem skrito, se pravi, noben še tako dober nadomestek hormona, recimo fitoestrogeni so ti, ki nastajajo v rastlinah, nekaterih ne morejo nadomestiti pravega estrogena, recimo pri kostni gostoti ali pa pri zaščiti žilne stene. Ali pri mišicah, ali pri možganih. Vplivajo pa dobro na pomirjenje, na spanje, kakšni preprečuje vročinske vplive. Tako da tukaj mogoče pri teh nehormonskih bi rekla, da imamo zdaj zdravilo za vročinske vplive. Je tudi pač nevropeptid, v bistvu hormon, ki je v hipotalamusu, in se izkaže, da je v bistvu skoraj bo postal to glavni hormon perimenopavze in menopavze, ker se izkaže, da dirigira tudi produkcijo in tudi delovanje, posledično tudi našega estradiola, progesterona. Tako da imamo zdaj zdravilo, ne hormonsko za vročinske vplive, ampak ta bo samo vročinske vplive odpravil, ne pa ostalih stvari. Imamo nehormonsko, kar se tiče spolnih hormonov zdravilo. Ja. Se to so odgovorila, mislim. Mislim, da sva. Slabši spolni odnosi so v starosti pač normalni. Tam je bila všeč. To pa ti prevzemi. So v starosti pač normalni, mislim, da so normalni. Sej, veš, v starosti je to normalno, da slabš vidiš, posebej na blizu, ni to normalno. Zdaj mi pa najdi bimbo, tako bo rekel, ne bom imel čal, ker zakaj bi zdaj spet bral, sej to je normalno v starosti, a ni. Tako da podobno je to pač tudi s spolnostjo, se da pomagati, da se pomagati gospodom, da se pomagati gospem. Tako da slabši spolni odnosi so v starosti bili pač nekoč normalni. Tako da danes smo pa to rešili z marsikakšnim ukrepom. Pa bi mogoče ti povedala kakšno malenkost v zvezi s tem? Mogoče bi kar se navezala na naslednji mit, ki pač govori o tem, da je tudi lokalni estrogen nevaren, da dobiš raka dojke. Zdaj, v tem obdobju pri starejši populaciji, pa ne tako stari mogoče tudi, pač so problem boleči neprijetni spolni odnosi zaradi suhosti nožnice. Zdaj, genitourinarna atrofija ali pa sindrom je pač en posebno poglavje, ki zahteva mečka več časa. Ampak dejansko je to, da je spolni odnos neprijeten, boleč, da se mu ženske izogibajo, posledica tega. In zdaj imamo terapijo lokalno, najboljše seveda spet lokalna hormonska terapija, ki ne bo vplivala na sistemski estradiol in na splošno estrogen, ampak bo uredila stvari samo na mestu samem. Tako da lokalni estrogen ni nevaren. Ni nevaren, ne? Tako. Za gospode pa ne bomo jih mazali z lokalnim estrogenom, ampak bomo dali, kako se že temu reče, trdilec, podobno, kot da damo recimo v smetano, da je del časa čvrsta. Sem malo dražji po mojem, kot ti za smetano. Ja, pa tudi bolj koristno se bojim. Odvisno, kako imaš rad smetano. Zdaj pa še tole se bomo dotaknili, nekaj vprašanj je bilo tudi na to temo, in sicer, da so vsa vrata zaprta, kar se terapije in pomoči tiče ženskam, ki so imele raka dojke. To je v bistvu ena taka občutljiva tema, pri kateri se tudi marsikaj spreminja na tem svetovnem menopavznem področju. Ženske z rakom dojke so bile v bistvu
kronično na slabšem, kar se kakovosti življenja tiče. Ne? Tako da bistvena stvar je bila, da se pozdravijo, da ni recidiva, da ne umrejo zaradi raka dojke. In ni bilo pa nič pomembno, kaj z njihovimi osteoporozami, kaj z njihovimi možgani, kaj z njihovimi žilami. To je bilo nepomembno. Spolnim življenjem. Spolnim življenjem, ja, in to se zdaj spreminja. Tudi ta generacija žensk zahteva zase terapijo. Rakov dojke je veliko vrst, ni samo ena, ne? In temu se bo to prilagodilo tudi zelo kratko, se prilagaja. Tukaj zelo odvisno, kakšnega onkologa ima ženska. Koliko je dejansko, bi rekla, odprt in tudi naučen z novimi dejstvi. Ja. Tako da tukaj je kar nekaj pomoči. Nekatere so tudi hormonske, predvsem ta lokalna hormonska terapija nožnice. Za nekatere je absolutno dovoljena hormonska terapija, ampak jo ne želijo uporabljati, ker je toliko stigme okoli tega. Vemo iz študij, že tista najhujša študija, ki je pokazala, da je pač NHT ubija ženske, je bilo dokazano, da tiste ženske, ki so uporabljale samo estradiol, da so imele za 40% manj raka dojke, kot tiste, ki ga niso uporabljale. Se pravi, je dokazano estradiol zaščiten proti pojavu raka dojke. Ampak to je eno tako področje zelo kompleksno, ki ga bo treba z kolegi onkologi obdelati. Ogromno študij se dela po celem svetu. Do takrat pa imamo, se pravi, terapijo proti vročinskim oblivom, imamo lokalne terapije, imamo določene druge, ki niso tako učinkovite, seveda, kot je pač hormon, ampak dejansko jih ne pustimo in jih ne smemo pustiti. Ne smemo pustiti v njihovem življenju. Tako. In zdaj ta zadnji, bi rekla, tudi mogoče na svoj način najtežje vprašanje ali trditev pa je, ginekolog mi ne želi napisati nadomestne hormonske terapije, celo odsvetujejo. Če se mi dovrneva nazaj, spet v čas najne mladosti in ko so bila mlada zdravnika, o menopauzi, razen da je pač stvar, ki pride v življenju, niso vedela, kaj je velik, da se to zdravi in da se to učinkovito zdravi, še toliko manj. Ta trditev, da se pač, in to dostakrat slišimo, beremo v komentarjih, ki jih naše poslušalke pišejo, kaj je zdaj to menopauza. Jaz sem imela, moja mama je imela, pa še zmer smo žive, ali pa smo bile žive in tako naprej. Ja, ampak kaj pa kvaliteta življenja, kaj pa se tiste od vaših sorodnic, ki so to res razmišljale, pa so končale kot dementne, osteoporotične ženske, kaj pa z njimi. Mislim, od nekdaj so ljudje hodili v Zagreb, Mislim, 150 let nazaj s konji, pa še malo nazaj peš, danes se vozimo z avtom ali pa z vlakom. Ampak bi človek rekel, da smo se nekam premaknili v tem času, tako in sploh. Eni se pa niso in se tudi ne želijo. Menopauza je bila in zdaj idemo s tem naprej. Ja, v bistvu bi se jaz mogoče upravičila tukaj v imenu svojih kolegov, ker pač smo vsi ista specializacija, ista branža, da nekateri se res niso premaknili naprej, kar se tiče novosti, jih ne sledijo, nekateri odkrito povejo, da jih to ne zanima in da se s tem ne ukvarjajo. Tako da ne moreš reči, da se ti ukvarjaš samo z desnim jajčnikom, pa z neko drugo anomalijo, ginekološko, z ostalimi pa ne. Ali pa da gledaš, samo punčke, ultrazvočno fantko pa ne. Ne moreš to, pač ti moraš celoto gledati in delati, ker je to obdobje tisto, v katerem ženska preživi do 40% svojega življenja, zdaj, ko se je življenjska doba tako podaljšala. Mogoče bo tudi 50. In ker ženske danes hočejo živeti dobro, hočejo živeti kakovostno, hočejo potovati, športati, seksati, se fino imeti, to ni več to, da rečemo, to je normalno in je bilo od nekdaj normalno in
tako pač je. Tako da meni sem prav žalostna dostakrat, ko pač pridejo ženske in povejo, da imajo 1001 težavo in so absolutno upravičene do terapije, ampak so doživele hladen tuš pri izbranem ginekologu in gluha ušesa, ker pač je bilo tak in drugačen razlog, zakaj tega ne dobijo. Ampak se mi zdi pošteno bi bilo, da bi rekel, jaz se na to niti nisem več pripravljen naučiti, poučiti, ne poznam stvari in tako naprej. Ampak so pa kolegi, ki poznajo, ker so se s tem šli s časom naprej, pa stopite do njih. Ja, ne pa da rečem, ne, to vi ne rabite, kaj je zdaj to, neko ja, tako. Samo to je res njihovo osebno prepričanje, ki pač nima mesta v strokovni sferi. Je pa tudi res, da ko se to greš, se to dogaja stvari, da ko to spremljaš, kaj se dogaja v perimenopauzi in menopauzi, danes ti vzame res saj meni večino mojega časa, ki ga namenim sledenju novosti. Zdaj smo mi dva prišla nekako do konca, Leon, in vedno zaključiva z nečim, kaj bi ti hotel povedati za konec. Za konec bi hotel povedati, da sem vesel, da je bil tak odziv na najno vprašanje, kako bi vam lahko približali neko problematiko z odgovori, kaj vas zanima, kaj so zanimiti, s čim se kar naprej srečujete, da bi odziv tako velik in da upam, sva večino teh stvari vendarle kvalitetno odgovorila danes. Tako da tudi v prihodnosti, če se bojo kakšne stvari pojavile, pravzaprav ni treba, da jih nasloviva posebej z nekim vprašanjem, ampak jih lahko napišejo in ko vidiva, da se v neko, bi rekel, informacijsko točko te stvari zbirajo, bova tudi to podprla z nekim takim podcastom in stvari razrešila. Ja. Jaz bi mogoče zaključila s temi besedami. Perimenopauza, menopauza je obdobje, v katerega bo vsaka ženska prišla s tako ali drugačno kondicijo, s takimi drugačnimi težavami. Uporaba nadomestne hormonske terapije je varna, ni pa nujna. Je pa pomembno zame, da se vsaka odloči na osnovi informacij, ki jih ima, da razume, o čem govorimo, kaj so dobre lastnosti, kaj znajo biti slabe lastnosti in se na osnovi nekih relevantnih in pa preverjenih informacij odloči, ali to pot zanjo ali to pač ni pot zanjo. In upam, da sva z današnjim govorjenjem pripomogla k neki odločitvi, da se bo kakšna ženska lažje odločila, ne glede na to, ali bo to uporabljala ali ne. Jaz bi pa čisto za konec še rekel, da bistvo, kot sem že prej povedal, je v čem skrito. Se pravi, niso v osnovi te težave, ki so najbolj na zunaj, ampak tiste, ki se dejansko dogajajo v telesu. In spet ponovno vsem skeptikom in tako naprej, nisva sponzorirana in nisva plačana od nobene farmacevtske ali kakšnekoli druge družbe, sva čist self-made tako v življenju, kot tukaj pred kamerami. Bravo, Leon. Bravo, Petra.